Podravju so ta teden začeli trgatev. Francu Kanglerju še 2 ovadbi. Mariborski protestniki morajo v zapor. Restavracije na fakultetah bodo odprte. Dober dan. V vinorodni deželi Podravje se je ta teden začela trgatev. Na Ormoškem pričakujejo dobro letino, hkrati pa se bojijo, da bo zaradi deževnega začetka jeseni pridelek manjši in po kakovosti slabši. Največji pridelovalec lastnega grozdja v Sloveniji je trgatev začel že konec avgusta, kot običajno z obiranjem sort za pridelavo penin. Deževno vreme pa zdaj ovira trgatev grozdja za pridelavo mirnih vin. To za nas pomeni, da smo v tem trenutku kar, malo pohiteli z trgatvijo, predvsem Sauvignona, da ne bi imeli potem preveč izgube aromatskega potencijala zaradi gnilobe. Trgatev na več kot 600 hektarjih vinogradov bodo opravili sezonskimi delavci iz Prlekije in Prekmurja. Skupaj so najeli več kot 200 ljudi. Kaj se človek nekaj zasluži, če je brezposeln, ne? Jaz sem zdaj že 2 leta doma, prej sem delala na ptile, zdaj pa so me odposlali. Koliko gajbic naberete na dan? Ja, naj bi bilo nekaj 7 na uro. Pa vam uspe? Ja, približno. Pa še malo za šalo, malo za res, kaj ostane za obiralci? Veste, danes sta 2 skupine, ki sta zelo pedantne, tako da ptički bodo malo jezne. Ormoška vinska klet poleg lastne pridelave odkupi še skoraj enkrat toliko grozdja od zasebnih pridelovalcev. Potem, ko so pred 4 leti odkup omejili na lokalno območje, bodo letos kupovali tudi v Halozah in Slovenskih Goricah. Kdaj bo grozdje plačano, pa še ni znano. V letošnjem letu žal do tega trenutka nismo poplačali vsega grozdja, smo na nek način plačali tisto prvo tretjino, zdaj za drugo, oziroma zdaj za, drugo dobro polovico, nekako pričakujemo, da v mesecu septembru to uredimo. Dejansko čakamo odgovor v tem trenutku glede financiranja in verjamemo, da bo pozitivno in da uredimo potem tudi plačilo letnika 2012. Ker so Ormožani našli nove trge v tujini, napovedujejo rast prodaje. Tudi sicer prodaja slovenskih vin v tujini raste, doma pa pada. Nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja so dopoldne na policiji zaslišali v zvezi s projektoma Pohorske vzpenjače in obnove trga Leona Štuklja. Osumljen naj bi bil zlorabe položaja in pridobivanje nepremoženjske koristi. Kangler, ki ga skupno bremeni že več kot 10 kazenskih ovadb, vse očitke zavrača in dodaja, da je to, kar zadnje mesece doživlja strani policije, mobing. Kanglerju po njegovih besedah policija očita, da v zadevi nove Pohorske vzpenjače ni upošteval zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar je že leta 2010 izpostavilo finančno ministrstvo, pač pa neustrezno zakonodajo z področja žičničarstva. Oni me bremenijo, da bi moral iti po drugem zakonu, ne po zakonu lex specialis. Ste to vedeli? Ne vem, če sem vedel, da je to kaznivo, če ti ministrstvo za promet svetuje celo, da lahko rešiš po tem zakonu, da lahko rešiš zimsko sezono. Tako so po Kanglerjevih besedah menda ravnali tudi v drugih občinah z žičnicami. Verjetno bo predsednik države Borut Pahor tudi povabljen na isto policijsko upravo, ker je enako kot sem jaz na Ribniškem Pohorju podelil koncesijo in tudi podpisan pod odlok vlade, tako kot sem jaz podpisan pod odlok mestne občine Maribor. To je en dokaz več, da nekdo zlorablja to policijo za politično obračunavanje z mano. Kanglerja, ki ves pregon policajev ocenjuje kot mobing, so zaslišali tudi v zvezi z obnovo oziroma vzdrževanjem trga Leona Štuklja. Drugi očitek, ki sem bil deležen, ponovno kazenska ovadba, Evropska prestolnica kulture, trg Leona Štukla. Zakaj sem podpisal pogodbo z Mariborskim vodovodom za vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje na trgu Leona Štukla? Ja, za božjo voljo, s kom pa? Podjetje je v 100% lasti občine. Če bodo preiskovalci Kanglerja ovadili tudi v teh 2 primerih, še ni znano. Skupno ga bremeni preko 10 zadev. Na sodišču pa je epilog doslej dočakala zadeva v zvezi z dodelitvijo stanovanja vedeževalki Karin, kjer je bil Kangler obsojen na 7 mesecev zapora. Sojenje 10 protestnikom, ki jih je policija na 3. mariborski vstaji lani decembra pridržala in obtožila oviranja dela policistov in nasilništva, se je, kot smo poročali včeraj, končalo. Obtožbo zoper enega od protestnikov je tožilstvo na podlagi dokazov umaknilo, 2 pa sta bila oproščena. Preostalim 7 je sodišče izreklo po 7 mesecev zapora.
Za višino kazni, tako sodnica, so bili odločilni obširni dokazi, izpovedi policistov in videoposnetki. Zagovori obdolženih pa, da so bili neprepričljivi. Tako obsojeni kot njihovi zagovorniki so bili nad sodbo vidno razočarani. Da vidite, da ne vejo, kdo me je aretiral, ne vejo, kdo me je videl, da se lažemo, ki smo bili aretirani, so me kar 300 metrov beg prestavili. Definitivno smo pričakovali oprostilno sodbo, glede na to, da menim, da ni bil izveden niti en verodostojen dokaz, ki bi mojo stranko sploh lahko obremenil. Tudi ste videli, da sodišče je obrazlagalo tako površno, ker nekaj obrazložiti, če nimaš dokaza, da je nekdo sodeloval. Preostali obsojeni so dvorano zapustili v šoku in brez besed. Tožilec je z obsodilnim delom za 7 zadovoljen, se pa bo pritožil glede oprostilne sodbe za 2 obdolžena. Glede očitkov, da ni bilo dovolj dokazov pa. Dokazi, ki so bili z moje strani ocenjeni. Vsekakor sem prepričan, da so. Dokazi izkazujejo to, kar smo ves čas trdili, in nenazadnje pa je tudi iz sodbe sodišča razvidno, da temu je tako. Zagovorniki obsojenih so že napovedali pritožbe. Prepričani so, da je že iz samega postopka, ki je trajal kar 9 mesecev, razvidno, da je bil celoten proces zgolj posledica želje organov oblasti, da v poduk javnosti zapre nekaj protestnikov. V postopku preiskave je sicer še 16 oseb, ki jih ovadba bremeni napada na uradno osebo. Že pred časom je upravni odbor Mariborske univerze odločil, da ne bodo sanirali insolventnega podjetja Uniservis, ki univerzi še vedno dolguje skoraj 100 000 evrov. Ta je zanjo oddajalo gostinske lokale. Za več mesecev zaprte lokale so zdaj poiskali nove najemnike. V gostinskem lokalu Desetka na Pedagoški fakulteti novi najemniki že obnavljajo prostore, ki naj bi za študente vrata odprli že 1. oktobra. Mislim, da je fajn, da se spet nekaj vrne študentom. Ni treba iti v mesto, ni treba iti v bistvu daleč od fakultete, ker med predavanji recimo ni dosti časa. Kako ste sicer zadovoljni s študentsko prehrano? Načeloma, zdaj, če veš, da nekaj ni dobro, pač ne greš tja, ampak načeloma pa sem zadovoljna, tako da nimam nekaj pritožb. Vedno se malo podraži, tako da to glih ni fajn, drugače pa je, kar se najde, za vsakega se mi zdi. Na javnem zbiranju ponudb za najem je Mariborska univerza ponujala 7 lokalov, a ponudb niso uspeli dobiti za lokala na Ekonomsko-poslovni fakulteti in fakulteti za organizacijske vede. Ekonomsko-poslovna fakulteta se je odločila, da ne bo imela v teh prostorih več gostinskega lokala, ampak bo ta prostor preuredila in ga namenila študentom fakultete za organizacijske vede, pa se bo odločila, ali bo ponovila razpis. V vseh preostalih 5 lokalih, ki imajo prostore na fakulteti za elektrotehniko, pedagoški in medicinski fakulteti ter na fakulteti za kmetijstvo, bodo ponudniki gostinskih storitev zagotavljali tudi subvencionirano prehrano. Z univerzo so pogodbo sklenili za 5 let z možnostjo predčasne prekinitve in tudi podaljšanja. Na celjskem sejmišču se je začel 46. mednarodni obrtni sejem. Z novimi tehnologijami in tehnološkimi procesi se predstavlja skoraj 1600 razstavljavcev iz 34 držav. Pridružili se jim bodo še 3 Mosovi podjetni talenti z inovativnimi podjetniškimi idejami. Sejem bo znova ponudil številne priložnosti za vzpostavitev poslovnih stikov in pridobivanja informacij o novih trgih. Poleg Turčije skupinske predstavitve pripravljajo še Brazilija, Hrvaška, Indija, Indonezija, Madžarska, Poljska in Srbija. Vodstvo stranke Desus in Zveza društev upokojencev Slovenije sta po današnjem sestanku napovedala, da si bosta odločno prizadevala za to, da vlada ne ukine letnega dodatka za upokojence. Ta je sicer po uvedbi varčevalnega zakona ostal le še tistim s pokojnino do 622 evrov. Ob današnjem svetovnem dnevu prve pomoči Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca poseben poudarek namenja prvi pomoči in varnosti v cestnem prometu. Prometne nesreče so namreč postale največji svetovni morilec, saj se v prometu vsakih 30 sekund zgodi nesreča s smrtnim izidom. Pri Rdečem križu opozarjajo na pomembnost znanja prve pomoči in menijo, da bi moralo biti obnavljanje tega znanja vsaj vsakih 5 let predpisano zakonom.
Na Koroškem so pred nekaj leti začeli graditi regijski center za ločeno odlaganje odpadkov. Pri 20 milijonov evrov vrednem projektu, za katerega so denar pridobili tudi iz evropskih skladov, pa se je začelo zapletati. Država namreč za drugi del odlagališča v občini Prevalje ne izda okoljevarstvenega dovoljenja, ker sta preblizu dveh kmetij. Staro odlagališče na Poljani je v zapiranju. Le nekaj kilometrov stran, v idilični pokrajini, pa za zaprto ograjo čaka novi del. Na okoljevarstveno dovoljenje, za katerega pa ni pogojev, kot je prejšnji teden na koroškem obisku dejal minister Židan. Da ne pride v poštev nobena sprememba uredbe, ampak le tako lahko dobimo naravovarstveno soglasje in s tem uporabno dovoljenje, da se prebivalci, ki so v pasu manj kot 300 metrov od roba odlagališča, izselijo. Treba je reči, da ta 300-metrski pas je samo imamo mi v naši zakonodaji, sosedi ga nimajo. Pove še, da je bilo moč le tu graditi za celo Koroško, da so bili s težavo seznanjeni tako država kot sosednji kmetiji. Rečeno je bilo, da bojo morali v času pridobivanja okoljevarstvenega soglasja spremeniti naslov stalnega bivališča. Na to so pristali. Nikakor pa niso pristali in ne bi pristali na to, da bi se s kmetij morali odseliti, tako kot zdaj nekateri vehementno trdijo in zahtevajo. Na nobeni od kmetij snemanja pogovora niso dovolili. Rekli so le, da se izselili ne bodo. Zdaj ni jasno, kdo je s figo v žepu podpisoval projekte in pogodbe, občina, država ali celo nekdanji lastniki zemljišč. Ta država, kdo pravi? Tisti, ki to pravi in ki je dal izjavo v medije, lahko pride sem, jer mi smo prosili za pomoč, ne pomaga, naj se dogovori z ljudmi in naj reši ta problem. Mi v tem trenutku nismo v stanju tega problema rešiti. Dejstvo je, da je vse pripravljeno, koroški odpadki pa še naprej tonejo na starih odlagališčih. Kulturno vrenje v Mariboru, ki je lani povezovalo in vlivalo novo samozavest, je v drugi polovici tega leta v znamenju medsebojnih trenj. Kdo bo pri novi mestni politiki uspel iztržiti več? Ob zadnjem izboru trajnostnih projektov in razdelitvi 155 tisoč iz preostanka delovanja zavoda Maribor 2012, kulturniki pogrešajo predvsem jasno strategijo o trajnostnih projektih in njihovi umestitvi v mestno kulturno politiko. Mislim, da je zdaj preteklo še preveč časa, da bi lahko tak projekt, ki je združil ljudi, ki so pokazali, kar je bila tudi ocena Evropske komisije, da so sposobni velike projekte voditi, je nujno, da se vključi tudi za nadaljevanje projektov s področja kulture, črpanje sredstev iz Evropske unije. Izmed 18 projektov, ki so jih kot trajnostne opredelili znotraj zavoda EPK, je občina letos finančno podprla 9 programov. Nadalje želijo najprej prevetriti pojem trajnostnih projektov. Sam koncept trajnosti je pravzaprav odprt. Mislim, da zadeva ni dorečena in potrebuje neko zelo jasno opredelitev znotraj lokalnega programa za kulturo. Lokalni program za kulturo se je iztekel leta 2011, novi, zdaj še na idejni ravni, naj bi bil izdelan v prihodnjem letu. Ustvarjalci pa pričakujejo vsaj pravočasna zagotovila o sofinanciranju, ki bi jim omogočila uspešnost na evropskih razpisih. Letos je bilo eno tako zelo prehodno obdobje, ker smo se ogromno namučili, ampak mislim, da prihodnje ne moremo na ta način delovati, da se preprosto prijavljamo na razpise in da dobimo rezultate šele nekje pozno v drugi polovici leta. Trajnostni projekti ali kulturne blagovne znamke potrebujejo stabilno financiranje. Tudi to bi naj opredelili v novem lokalnem programu za kulturo. Definitivno, da je potrebno, kolikor jih imamo za trajnostne programe ali pa celo trajnostne učinke Evropske prestolnice kulture, da jih je treba financirati za več let. To pomeni, da jim je treba v nadaljevanju omogočiti proračunsko postavko, obenem pa omogočiti pravzaprav, da obstaja nek odprt razpis, kjer se vseeno še lahko prijavijo dodatni akterji. Medtem, ko Maribor želi na novo zastaviti celotno kulturno politiko, je vodilno vlogo partnerskih mest Evropske prestolnice kulture prevzel Ptuj. Tam javno poudarjajo EPK kot blagovno znamko in razmišljajo o ustanovitvi Združenja mest Evropskih prestolnic kulture z Mariborom ali brez. Svojevrstna zaušnica, ki je Maribor ne doživlja prvič, odpira globalne kulturne dileme mesta. Že od mariborske knjige kar naprej ponavljam, da poglavitni problem Maribora danes pravzaprav niti ni propad njegove industrije, niti sociala, ki je seveda na psu. Problem Maribora danes je, da mesto ne ve, kaj je po svoji prepoznavnosti, kaj je njegova identiteta, potem, ko je izgubil
proletarsko identiteto z koncem Jugoslavije in formiranjem slovenske države. Če tudi se je ob programu ves čas šepetalo o poslovodnih in formalnih nepravilnostih znotraj zavoda EPK, je čas Evropske prestolnice kulture nadgradil mnoge dobre projekte. Programski del EPK-ja je potrjen kot uspešna zgodba, ki jo je treba nadaljevati. Zakaj se torej Maribor ponovno sprašuje, pri čem je in kaj so trajnostne vsebine? Zakaj so najvidnejši kulturniki v tem hipu prepričani, da je v mestu najbolj trajnostno prav spodbujanje povprečnosti in neambicioznosti? Medtem ko je slovenska reprezentanca na treningu, poteka v Stožicah druga tekma drugega dela Evropskega prvenstva v košarki med Srbijo in Belgijo. V prvi je Latvija presenetljivo visoko s 85-51 ugnala Ukrajino. Igralci baltiške države so izjemno zadevali in imeli pri metih za skorajda 30% boljšo statistiko kot njihovi nasprotniki. Veliko boljši so bili tudi pri asistencah. Zbrali so jih 11 več kot Ukrajinci, ki so igrali premehko in v celi tekmi naredili le 10 prekrškov, Latvijci pa 22. Današnji program bosta v Stožicah zaključili Litva in Francija. Odbojkarsko dogajanje se v teh dneh seli na severovzhod Slovenije. Moška izbrana vrsta bo jutri na Ravnah odigrala prijateljsko tekmo proti Belgiji. V petek in soboto pa bo v Mariboru potekal zanimiv mednarodni turnir. Na Skrbinjekovem memorialu bodo ob domačem klubu igrali še ACH, reprezentanca Kameruna, ki je afriška prvakinja, in avstrijski Gleisdorf. Pa ne obremenjujemo se toliko z nasprotnike, koliko pač je nam interesno naša igra, naša ekipa. Uigravamo določene kombinacije, da bo vsaka tekma s komerkoli je dobrodošla. Je pa res, da so tukaj močne ekipe, zanimive za publiko, tako da kar vabim, naj si pridejo gledati mogoče ene močnejših ekip tukaj, tudi reprezentanca Kameruna tukaj iz olimpijskih iger. Mariborčanom bo turnir služil predvsem kot priprava na državno prvenstvo. V sezono vstopajo skoraj da v nespremenjeni zasedbi, zato so cilji nekoliko višji. Ekipa je ostala enaka kot lansko sezono, zraven je pripeljan Jan Planinc, reprezentant, tako da letos v sami sezoni hočemo narediti en korak naprej, se približati najboljšim ekipam in postopoma rast, tako kot smo si zastavili pred 2 letoma, da se vrne Maribor na tista pota, ki je že bil. Tako v petkovih kot v sobotnih popoldanskih urah bosta na Skrbinjekovem memorialu 2 tekmi. V petek bo ACH igral s Kamerunom, Maribor pa z Vajsom, ki je v avstrijskem prvenstvu osvojil 9. mesto. V soboto bo najprej ob 17. uri tekma za 3. mesto, 2 uri kasneje pa še za 1. Ameriški predsednik Barack Obama je v televizijskem nagovoru Američanom povedal, da je zaprosil kongres naj odloži glasovanje o resoluciji za odobritev vojaške akcije proti Siriji, ker obstaja možnost odstranitve kemičnega orožja iz te države brez uporabe sile. Ameriška vojska sicer ostaja na položajih blizu Sirije. Sicer pa se Američani danes spominjajo najhujših terorističnih napadov na domačih tleh, ko so teroristi Al-Kaide leta 2001 z ugrabljenimi potniškimi letali ubili skoraj 3000 ljudi v New Yorku, Pentagonu in Pensilvaniji. To je sprožilo svetovno vojno proti terorizmu, ki še vedno traja in ne kaže znamenj konca. Ameriško podjetje Apple je predstavilo novi različici pametnega mobilnega telefona iPhone. Ena od teh je iPhone 5C, pri kateri gre za nizkocenovno inačico enega najbolj priljubljenih pametnih mobilnikov na svetu. Apple želi z vstopom v nižji cenovni razred povečati svoj delež na trgu pametnih mobilnikov, zlasti v hitro rastočih državah, kot sta Indija in Kitajska. Število dolarskih milijarderjev je na Kitajskem prvič preseglo 300. Po podatkih revije, ki vsako leto objavi lestvico najbogatejših Kitajcev, je milijarderjev zdaj 315 oziroma 64 več kot lani. Najbogatejši Kitajec je nepremičninski tajkun Wang Qianlin, čigar premoženje je ocenjeno na 22 milijard dolarjev in se je glede na lani podvojilo. V četrtek bo oblačno, občasno bo še deževalo, na Primorskem bodo tudi nevihte. Najmanj dežja bo na severovzhodu, meja sneženja bo med 1700 in 2000 metri. Popoldne in zvečer bodo padavine od zahoda ponehale, pričelo se bo jasniti. Ob morju bo pihala večinoma šibka burja. V petek bo delno jasno, po nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.